Če katerega avtomobila ni potrebno pretirano predstavljati, je to zagotovo Renaultov Clio. Verjetno se je že večina v njem vozila, saj če ga niste imeli sami, ga je imel kdo v družini, če ne, pa zagotovo kakšen prijatelj ali znanec. In da ne bo zamere, tudi prijateljica ali znanka. Clio velja za nekakšen slovenski avto in na vse zadnje je tako tudi prav, saj ga izdelujejo pri nas v naši slovenski tovarni. Oblika se z zadnjo prenovo ni kaj dosti spremenila. Na cesti bo težko prepoznati prenovljenega Clia, pa četudi ima prenovljeno masko in odvisno od različice, lahko nastopa tudi s popolnoma novimi LED žarometi. Enaka tehnologija poskrbi tudi za zadnje luči, hkrati pa je na zadku zdaj tudi povsem nov logotip. V notranjosti je sprememb še manj, so pa dodani nekateri sladkorčki. Tako so zdaj merilniki povsem digitalni. Dodatno je mogoče nastavljati njihovo podobo in nabor informacij, ki jih prikazujejo. Pri Renaultu zatrjujejo, da je Clio na splošno narejen v veliki meri iz recikliranih materialov. Zagotovo pa prednjačijo sedeži, kjer je ponovno uporabljenih materialov kar za 72%. Osrednji zaslon je že znan, deluje načeloma dobro, se pa kdaj zatakne pri sodelovanju z Applovim CarPlayem. In tako čisto iz osebnega vidika, klasični gumb za nastavljanje glasnosti bi bil več kot dobrodošel. Clio je bil prvi Renaultov model, ki je dobil klasični hibridni pogon. Pogonski sklop E-Tech so v popolnosti razvili Renaultovi inženirji. Pri tem pa so združili že preizkušen in uveljavljen 1,6 litrski bencinski motor ter mu dodali dva manjša elektromotorja, baterijo s kapaciteto 1,2 kWh in novi samodejni menjalnik. Slednji sicer ponuja več načinov delovanja, se pa v testnem avtomobilu, morda tudi zaradi nizkih zimskih temperatur, nikakor ni sprostil. Saj se je predvsem v komfortnem načinu vožnje včasih pretirano zaganjal v visoke vrtljaje. V načinu Eco je bilo bolje, v načinu Šport pa so visoki vrtljaji praktično zaželeni. A bolj kot dinamična vožnja je prednost hibridnega Clia v manjši porabi goriva. Četudi je kapaciteta baterije zgolj 1,2 kWh, se da s hibridnim Cliom po francoskih izračunih v mestni vožnji kar 80% časa voziti zgolj na elektriko. Na odprti cesti je odstotek jasno nižji, še vedno pa naj bi bil prihranek goriva v primerjavi s klasičnim bencinskim motorjem okoli 40%. In realnost med običajno, bodimo pošteni, prej dinamično kot umirjeno vožnjo, je testni Clio porabil okoli 6 do 7 litrov bencina. Ob umirjeni vožnji pa je denimo na nornem krogu za 100 prevoženih kilometrov zadostovalo že 4,7 litra bencina. Pri Renaultu za hibridnega Clia pravijo, da je njegov pogon v marsičem podoben tistemu iz njihove Formule 1. In četudi je sistemske moči za več kot 100 kW oziroma natančneje in lažje razumljivih 145 konj, je njegovo poslanstvo bolj kot dirkanje biti prijazen do narave. No, vse zadnje pa je prijazen tudi do lastnika, saj tale Clio zna pričarati tudi povsem električno vožnjo. Pri tem pa uporabniku ni potrebno razmišljati ali skrbeti, kje bo to elektriko dobil. Tale Clio za vse to poskrbi čisto sam.